pripravil 9. točko, to sklep o potrditvi dokumenta prezidava, dozidava, ureditev, obnova dvorane. Zdravljen še enkrat. Predmet projekta sta v bistvu dva manjša projekta, in sicer prezidava vhoda objekta Doma kulture in pa celovita obnova dvorane Doma kulture Brežice. Tako, lahko reči, da prezidava vhoda objekta se izvaja z gradbenim dovoljenjem, sama obnova dvorane pa kot investicijsko vzdrževalna dela. Zdaj, če ste sami uporabniki objekta, približno veste, kakšno stanje je, bom vseeno malo povedala. Obstoječi vhod v Domu kulture je, bom rekla, aula je premala za toliko obiskovalcev, kot mi želimo. Želimo si, da bo lahko posebej v primeru slabega vremena ali pa ob zaključku prireditev, da se lahko malo družijo ljudje. Tako da sedaj to ni mogoče, prav tako pa sam vhod ne omogoča uporabo funkcionalno oviranim osebam. Projekt predvideva, da se ta podest, kjer so polirke, ta, bom rekla, nadstrešek odstranijo vse in se zgradi nov izidek, ki bo cirka 60 kvadratov večji kot sedaj. Kar se pa tiče same dvorane, pa lahko rečem, da 20 let ni bilo konkretnih vlaganj v objekt, izvajala so se samo manjša vzdrževalna dela, tako da zdaj po 20 letih je tehnika zastarela, ozvočenje, razsvetljava, tudi akustika ni v redu v objektu, predvidevamo pač zamenjavo vseh oblog, to so galne, stenske, stropne, prav tako zamenjavo stolov, bilo bo tudi nekaj manjih stolov, zdaj jih je nekaj 331, bomo imeli, mislim, da 302 stola, obnovil se bo tudi oder, novo ozvočenje je bilo in tudi scenska razsvetljava, prav tako pa tudi razsvetljava same dvorane. To lahko še povem, ko so na odborih nekaj spraševali, vsa obnova dvorane bo v bistvu samo v teh gabaritih se bo obnavljala kot je, se ne širi, v bistvu sam objekt sploh ni možno širiti, tako da vse izboljšave bojo v okviru tega, kar je. V vsem tem času smo tudi razmišljali, če bi šli z gradbenim dovoljenjem z večjimi posegi, pa ta naša nova zakonodaja v bistvu je tako stroga, da v bistvu bi iz te dvorane ne bi toliko iztržili, kot pa zdaj. In, bom rekla, so evakuacijske poti širše, manj stolov, glavni posebej velika pozornost se namenja zadnje leta požarni varnosti, tako da iz tega vidika je potem zelo težko kaj narediti. Ravno tako je pa težko širiti objekt, ker je tam že tako, tam, ko je oder, je zelo izložanje ceste, ki gre proti knjižnici. Tudi ne bo se urejal, zunaj je en gospod me vprašal na odboru, ta izhod iz dvorane ven, ko gre direkt na parkirišče, v bistvu ta del ostane tako, ko je. Koliko pa vem, se bo pa ta plato oziroma ves ta del pri Milavčevi cesti obnavljal. Tako da to je na kratko. Lahko rečem tudi, da bomo ta projekt financirali z lastnimi sredstvi. Ovrednoten je na 1 600 000. V letošnjem letu imamo rezerviranih 1 250 000, v naslednjem letu pa 350 000. Zdaj tako, investicijska dokumentacija je izvedena, izdelan je bil tudi projekt, javno naročilo smo objavili, tako da nekako planiramo, da bi imeli konec maja ali po začetku junija izbranka izvajalca. Dela bi pa potekala, ko se počitnice začnejo, tam po 25. juniju, pa okoli 6 mesecev preden bi pridobili potem tudi uporabno dovoljenje in bi v začetku naslednjega leta objekt predali v uporabo. Toliko na kratko. Hvala lepa. S tem se razpravljajo tudi odbori.
Želi kdo odbor? Kot ne, pa potem odpiram razpravo, če želi kdo razpravljati. Tudi vidim, da ne. Zdaj, če želim. Kot vidim, ne, potem gremo kar na glasovanje. Sprejme se sklep, potrditvi, tipa. Zdaj pa glasujemo. In pa glasujemo še o IPO, investicijskem programu. Prvo prejemanje pregajanja že na 10. pa sklep ustanovitvi varnostnega sveta, to bo pa podala Patricija Čur. Lepo pozdravljeni. Pred vami je predlog za ustanovitev varnostnega sosveta, ki temelji na zakonu o organiziranosti in delu v policiji. Se strani policijske postaje Brežice je že v preteklosti prihajalo do predloga, da vzpostavimo varnostni sosvet, namen katerega je partnersko sodelovanje med občino Brežice in policijsko postajo Brežice, in sicer s ciljem izboljšanja splošne varnosti ljudi in premoženja na območju občine Brežice. Mogoče v preteklosti nismo zaznavali takšno potrebo, ker smo posamezne izpostavljene izzive reševali sproti z vsemi, ki so bili naslovljeni z posameznim izzivom. Sedaj se nam pa zdi, da dejansko je tega vedno več in da je smiselno skozi nek organ, ki povezuje vse, ki pristojni oziroma ki imajo nekako svojim področjem dela, se dotikajo vprašanja varnosti občank in občanov ali pa premoženja, povezati v en skupen organ ter dejansko z nekimi začrtanimi srečanji nasloviti aktualne izzive. Zato s tem sklepom predlagamo občinskemu svetu, da pristopi sedaj k ustanovitvi varnostnega sosveta, tako kot je praksa tudi že kar v nekaterih ostalih občinah. Če ste sklep pregledali, vidite, da je dejansko predlagana sestava v številu 12 članov. 3 so tudi predstavniki občinskega sveta in sicer 3 predstavniki največjih svetniških skupin občinskega sveta občine Brežice. Predlagamo občinskemu svetu, da sprejme sklep in postavi začetne pogoje za delovanje varnostnega sosveta. Hvala. Odpiram razpravo. Razpravo odpiram, če želi kdo. Še kdo želi pripraviti razprave? Ne? Bogdan. Hvala za besedo, pozdrav sem skupaj. Jaz pozdravljam to idejo za ustanovitev tega varnostnega sosveta. Kot vidite, sami imamo več problemov v naši občini. Bi pa stavno eno stvar tukaj poudaril, kot je Patricija rekla, tukaj je 12 članov, 9 članov izdatnih, 3 člani so z občinskega sveta, tako da bi prosil vse 3 največje svetniške skupine, da se odločiti potem čim prej, tako da v roku enega tedna bo šlo poziv ven postati s vašo predlogo, tako da čim prej začnemo delati na tem področju. Sam primer Romska komisija, danes projekta smo rabili konc leta, smo dobili 4. šara, tako da še vedno bila komisija kompletna, smo štartili, tako da poziv je dogovor, da se dane nekdo od vas bo štartil, da čim prej štartimo. Hvala lepa. Hvala. S tem zaključujemo in pa začnemo glasovanje. Najprej sprejme se sklep o ustanovitvi varnostnega sosveta. Prisotnost. Glasujemo. Varnostni svet občine Brežice. Ugotavljamo, da smo tudi tu soglasni in prehajamo na 11. točko in skratskega
Da pa odloku sprememba odloku o ureditvi cestnega prometa v občini Brežice, prva obravnava. Občini je bila, občini je bila strani posvada v letu 2019, nekje v maju, dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude za nakup polnilnih postaj za električna vozila. Občina je ta način vzpostavila mrežo 15 polnilnic, ta pa so locirana na različnih lokacijah po občini. Z lastniki lokacije je tudi občina podpisala pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij z veljavnostjo 5 let od sklenitve pogodbe. Kot sem že rekla, je mrežo vključenih 15 postaj, kot pa to določa pogodba, je za čas veljavnosti te pogodbe so polnilnice na voljo brezplačno. Občina si želi tako po zaključku pogodbe za uporabo polnilnih postaj za vozila na električni pogon, za polnilnice, ki so na javnih parkirnih površinah, tudi za računati polnjenje vozil. Zaradi navedenega predlagamo, da se spremeni odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Brežice in sicer v 17. členu, ki dodaja, kdo je pristojni organ, ki lahko določi parkirna mesta na javni površini, dovoljeni čas polnjenja, kot tudi osebo oziroma pravno osebo, ki določi, občinski svet, ki določi višino nadomestila. Vsa ostala določila odloka ostajajo tako nespremenjena. Pa glede na to, da je bil na predlog odloka vložen tudi amandma, predlagamo sprejem tega amandmaja. Ja, ampak ta amandma lahko sprejemo samo v primeru, če se odločijo svetniki, da bojo združili prvo in drugo obravnavo. Tako da prvo bi morali in to, da se združi prvo in drugo obravnavo, potem pa da se da amandma, pa da še nekaj povedati, zakaj se gre pa amandmaja, da ne gre za neko pismo. Ja, amandmaju gre za to, da se dopolnjuje tretji odstavek 17. člena in tako, da se nedvoumno določi, koliko časa je lahko parkirano oziroma se polni vozilo in da se to vozilo lahko ponovno potem prične polniti v roku 24 ur. Namreč dogaja se nam, da ljudje pridejo in pustijo tudi avtomobil, da tam stoji, zaradi tega, ker se tam ne plača parkirnina. Zaradi tega podrobneje določimo čas, da je lahko prične s ponovnim polnjenjem. Dobro, hvala. V redu, odpiram razpravo. Jaz prav, da razpravljamo tudi, če želimo o tem, da se obravnave združijo in pa o amandmaju. Tako, še kdo? Igor Zavšič, izvoli. Ja, hvala za besedo. Jaz se v celoti strinjam z predlagano rešitvijo, pa mogoče vseeno to zanima, glede na to, da polnjenje avtomobilov, električnih avtomobilov postaja vse bolj aktualno, kakšni so tu stroški občine oziroma kako kaj rastejo zaradi v zvezi s temi polnilnicami. Hvala. Aleksandr Gajski, odprej. Hvala za besedo. Jaz bi samo še tudi mogoče dodal te 3 ure, ko avto neko vozilo tam na polnjenju, se postavlja tudi vprašanje nadzora tega, glede na uvedbo aplikacije EasyPark, me zanima, ali je možno spostaviti tudi to, ta neki direkt nadzor tudi prek te aplikacije. Hvala. Še Ferdi Pikarič. Ja, hvala za besedo. Hvala za besedo. Zdaj, kar se tiče tega amandmaja oziroma malo spremembe določila smo tudi na odboru v bistvu to predlagali, tako da hvala Aleksandru, da to povzel tudi potem v svojem amandmaju. Zdaj, druga zadeva, ki pa je bila tudi izpostavljena na odboru in rekel tudi mene osebno malo moti pri vsej tej zgodbi, je pa to, da je v začetku, ko so se postavljale te polnilnice, bilo rečeno, da bo konfiguracija oprema teh polnilnic taka, da ko bo potekel ta čas za brezplačno polnjenje, ne bodo nobene težave začeti to, bom rekel, tudi meriti in zaračunavati.
Mi, kjer smo, bom rekel, na zavodu imamo eno tako polnilnico postavljeno, smo glede tega tudi že kontaktirali z dobaviteljem. Pred časom, ker po našem mnenju je ta rok že itak potekal, in je bilo z njegove strani pač rečeno, da pa te polnilnice tega ne omogočajo in da se oni več tudi s tem ne ukvarjajo tako resno in da nam tega ne bodo zagotovili. Tako da jaz bi vendarle prosil, da glede na to, zdaj poteka ne samo tisti 3-letni rok, ki ga dal Ekosklad, ampak da poteka tudi ta 5-letni rok, ko ne bi bile polnilnice v bistvu amortizirane, da bi se vendarle poskrbelo, da se predne se to poda tudi, bom rekel, tem uporabnikom za naprej, da se pa usposobijo za to, da bo sistem poenoten in da bo možno uporabnikom tudi na tak ali drugačen način uporabo polnilnice računati. Hvala lepa. Jaz bi prvo odgovorila Igorju. Stroški, ki so vezani na polnilnice, trenutno niti ne moremo oceniti, ker niso bila takrat vzpostavljena ločene merilci, to pomeni ločeno merjenje električne energije, tako da težko rečemo, kakšni so konkretni stroški. Nadzor preko aplikacije EasyPark je seveda mogoče, tisti, ki bojo tam parkirali vozilo in bojo polnili, bojo morali pisati registrsko številko in po izteku 180 minut več pač ne bo možno polnjenja. Smo pa drugače v postopku tudi pridobitve ponudb za vzpostavitev sistema zaračunavanja, ki vsebuje tudi upravljanje in vzdrževanje polnilnic, tako da bomo z njimi tudi, trenutno smo dobili eno ponudbo v tem tednu, tako da bomo z njimi tudi poskušali te polnilnice nadgraditi vsaj na način, da bomo lahko ugotovili, koliko je tega polnjena, kakšni so stroški tega polnjena, ker tudi cene, ki jih bomo oblikovali, bojo nekako oblikovane na podlagi trga oziroma kakor imajo drugi, glede na to, da ne moremo izmeriti, kakšen je sploh strošek porabe elektrike na teh mestih. Hvala. Dobro, s tem zaključujemo razpravo in gremo na glasovanje. Najprej prisotnost. In pa glasujemo najprej, da se prva in pa druga obravnava združite. Drugič, da se sprejme amandma, ki je bil predlagan. In pa tretjič, da se sprejme odlok skupaj z amandmajem. Tako, s tem zaključujemo tudi to točko. Zdaj imamo pa manjšo pauzo. Skrajce, ki ga sem vam to prenesli krofe, da sem veseli, ki je bilo tako vrlo podpisal, da je zbrali. Razdelamo v tem tednu in naš časti od krofe. Pekarna suba še pa bolje, piše. Pekarna suba. Ampak je to skrajske. Ja.